11. oktobra so na Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti slovesno namenu predali kolaborativni robot z varilno opremo proizvajalca Daihen Varstroj za namen učnega procesa. Vrednost robota je bila po donacijski pogodbi 36.000 evrov. S finančnimi donacijami je v akciji sodelovalo kar 17 pomurskih podjetij. Akcijo je za potrebe Srednje poklicne in tehniške šole izvedla Pomurska gospodarska zbornica, ki je akcijo z veseljem koordinirala. Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice. Mi v gospodarstvu znamo, da če bomo na šoli imeli pravo opremo, da se bodo naši mladi na tej opremi učili, potem bodo to znanje tudi prenesli v gospodarstvo. Zato smo nekako vsi skupaj stopili in smo rekli, dajmo tega robota na Srednjo poklicno tehnično šolo dobiti. Zahvaljujem se vsem donatorjem, našim podjetjem, ki so k tej akciji pristopila, predvsem pa podjetju Daihen Varstroj, ki je potem tudi dobavilo tega robota in pa kompletno tehnologijo pa tehniko. Število podjetij, ki je doniralo, kaže na velik interes oziroma potrebo po strokovno usposobljenih kadrih. Seveda, v gospodarstvu imamo vedno posluh za mlade, predvsem pa tudi za šolo. Ni bila to prva akcija, pa tudi ne zadnja. Tako da mi si želimo, da je ta šola opremljena sodobno za najboljšo tehnologijo, da potem tudi mladi, ki se tukaj učijo, potem tudi pridejo z najboljšimi znanji naprej. Vemo, da je primanjkljaj strokovnih poklicev, zato je potrebno še posebej poskrbeti. Zato tudi že kar 10-15 let skupaj z poklicno tehnično šolo delamo promocijo tehničnih poklicev po osnovnih šolah, vse osnovne šole obdelamo. Predvsem si želimo, da se čim več mladih odloča za te zanimive poklice in robot današnji je eden takšen pridobitev, ki tudi temu poklicu da neko dodatno noto. Direktor Pomurske gospodarske zbornice še o robotu. Ta robot je predvsem namenjen našim mladim mehatronikom, ker 2 leti nazaj smo dobili novi program mehatronika, ki je tudi takšen, da pol leta so mladi v podjetju, naslednji pol leta so v šoli, pa vsem programom strojništva namenjene pa temu, da prikaže sodobno varjenje, ki ga zdaj že tudi v podjetjah imamo. Nova pridobitev je za učni proces še kako pomembna, pojasni tudi ravnatelj Srednje poklicne in tehniške šole Ludvik Sukič, še posebej, če pomislimo, da tovrstne akcije niso ustaljena praksa na slovenskih tleh. Ja, res je. To je prvi tak primer. Jaz upam, da bo ta praksa ostala, ker jaz mislim, da imamo skupni imenovalec mi kot izobraževanje, pa tudi gospodarstvo. Mi izobražujemo kader, ki ga oni potrebujejo, njim pa je v interesu, da ga čim boljše izobrazimo in tako smo nekje prišli tudi na to idejo, se je porodilo skupaj v gospodarstvu in pa v gospodarski zbornici, ki so prišli s to idejo. Ideja je padla na plodna tla in poskrbela za veselje o pridobitvi za nadaljnji učni proces na Srednji poklicni in tehniški šoli. Šole same si seveda ne zmorejo privoščiti tako visokega izdatka za izvajanje učnega procesa. Ne, to je v bistvu tržno vrednost 50.000 evrov in seveda šole so financirane na število dijakov, v tem so zajeti vsi stroški delovanja šole in je praktično nemogoče toliko denarja prihraniti, da bi sami šli v nakup takega robota. Po drugi strani pa se moram še enkrat zahvaliti podjetju Varstroj, ki so pač spustili ceno precej, tako da je njihova donacija praktično največja in pa seveda vsem drugim pomurskim podjetjem, ki so prispevali donacije, da smo lahko ta stroj potem tudi na šoli začeli uporabljati. Že direktor Pomurske gospodarske zbornice je povedal, da promocijo poklicev, za katere izobražuje Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, aktivno sodelujejo z osnovnimi šolami. O zadovoljstvu za vpisom na Srednjo poklicno in tehniško šolo pa še ravnatelj Ludvik Sukič. No, jaz moram povedati, da praktično vsi poklici, za katere izobražujemo na naši šoli, so deficitarni. Ne le tukaj v regiji in Sloveniji, ampak na splošno v Evropski uniji. Tako da, če bi bilo še več dijakov, ne bi imeli nič proti, razen tega, da bi imeli veliko prostorsko stisko, ker trenutno imamo nekje 920 dijakov. To je nekje na zgornji meji za eno samo izmeno
vendar bi se našel kako mesto še za kak program. Podjetje Dajhen Varstroj iz Lendave je največji donator. Podjetje Dajhen Varstroj je kolaborativni robot tudi opremilo z varilno opremo za namen izvajanja učnega procesa. Ob slovesni predaji je šolo obiskal tudi predsednik uprave podjetja, magister Matjaž Vnuk. Varilska panoga je pomembna in z razvejano paleto dejavnosti, hkrati pa kazalniki kažejo na pomanjkanje strokovno usposobljenih kadrov. Varilska branža je zelo težka branža in trpi grozljive muke zadnjih 10 let zaradi velikega pomanjkanja varilcev. Mlada generacija nasploh ni močno naklonjena fizičnemu, težkemu, napornemu delu, so pa praktično že odzibelke na mobilnih telefonih, na nekih aplikacijah. Zdaj kolaborativni robot je takšen robot, ki ga je izredno lahko učiti z programi, ki so zelo blizu mladim, ali celo s tem, da premikaš robotsko roko. In s tem je ta prehod v industrijsko robotizacijo dosti lažji in s tem se dosti varilskih problemov lahko reši. Kolaborativni robot je sodelujoči robot in pomeni nek most med upravljanjem preko aplikacije in manualnim upravljanjem varjenja. Vsak robot dela na tak način. Razlika med tako imenovanim sodelujočim ali kolaborativnim robotom in klasičnim industrijskim je, da načeloma je varnost poskrbljena na ta način, da se ob dotiku robotske roke ali že približevanju robot samostojno ustavi. In iz tega je prišel ta izraz sodelujoči robot, namreč roboti so namenjeni temu, da lahko sodelujejo v bližini ali z človekom, sodelavcem na nek način. Zdaj pri varjenju so sicer drugi vidiki varnosti, kjer moramo paziti, da ne pridemo v stik z pršenjem, ki nastane pri varjenju, ampak princip je enak. Za varnost je poskrbljeno na način, da se robotski sistem izklopi ob dotiku oziroma približevanju človeka. Podjetje na ta način podpira deficitarne poklice in na ta način poskrbi tudi za promocijo ne le poklica, ampak nove tehnologije. Naša strategija je v celi širši regiji, to pomeni ne samo v Sloveniji, da sodelujemo z tehničnimi šolami, praktično vsemi, s tehničnimi fakultetami in vsemi inštituti, ki so povezani z varilstvom. Tudi donatorstvo oziroma finančna podpora je del naše strategije. To je bilo že pred vstopom Dajhna, po vstopu Dajhna pa smo to še razširili. Že leta 2014 smo izvedli donacijo praktično vsem srednjim šolam v Sloveniji. Brez pomoči 17 donatorjev, torej robota za potrebe učnega procesa, kot smo lahko slišali ravnatelja Sukiča, ne bi uspelo pridobiti. Vsem 17 gre torej ne le zahvala, ampak tudi pohvala za podporo učnega procesa. Upamo le lahko, da bodo podobne akcije postale številčnejše. Ne nazadnje govorimo o izobraževanju za poklice, ki jih trg nujno potrebuje.